spremljata nas. Sonce prinaša veselje in smeh, otroška radost iskri se v očeh. Povsod barve so, žive in igrive, kakor smo otroci mi, pesem lepa, nagajiva, naj nam zazveni. Dragi pomladno razposajeni obiskovalci, vsi, ki ste v srcu mladi. Lepo pozdravljeni na pomladni prireditvi Na mladih svet stoji. Mladi res smo včasih nagajivi, smešni, trmasti, šaljivi. Včasih se nam nič ne da, zato je zise učiteljica v šoli, pa še mamica doma. Vendar kljub temu, da včasih je tako, brez nas zelo dolgočasno bi bilo. S svojimi idejami in ustvarjalnostjo vas razveselimo. Z domišljijo in zabavnostjo pa dneve popestrimo. Verjamemo, da bomo tudi danes s svojimi zanimivimi točkami popestrili to pomladne popoldne. Na oder pa najprej vabiva našo ravnateljico, gospod Violeto Bodan, ki nas mlade v šoli ves čas spodbuja na različnih področjih. In gospod Mihael Novak, načelnik upravne enote Kamnik. Prav prisrčno pozdravljeni na današnji prireditvi Na mladih svet stoji. Ta teden se je začel zelo obetavno, s prvim pomladnim dnevom. Že od otroških let imam najraje pomlad. Ni zgolj narava tista, ki se prebudi, temveč tudi mi, ljudje, se zbudimo iz zimskega spanca in naša kreativnost je na višku. Morda pa je tako le pri starejših. Saj na šoli opazujem, da razigranost otrok ne ponikne niti po zimi. Mesec, marec pa ni lep mesec zgolj zato, ker je pusto odpravil zimo. Temveč, ker imamo kar 3 praznike. Dan žena, dan 40 mučenikov oziroma dan moških, dan matic. Žalostna sem, ko vidim, da mnogi danes teh dni ne praznujejo več tako kot včasih. Češ, da je to slaba socialistična nostalgija. Moji govori nikoli niso politično obarvani, vendar pa ne razumem, zakaj ne bi pridržali nekaj lepega, samo zato, ker izvira iz napačnega obdobja. Zdi se mi prav, da se spomnimo na naše drage in si podarimo majhno pozornost, pa ne bo to lepa rožica ali dobra čokolada. Tudi na naši šoli učimo otroke, da je prav, da spoštujejo razlike, ki obstajajo med njimi in da se lepo razumejo med seboj. Toda marec je v Kamniku še več kot le to, kar sem že omenila. Marec za Kamničane pomeni tudi občinsko praznovanje. To je mesec
v letu, ko se spomnimo na to, da smo prav posebna občina. Da imamo kljub problemom, s katerimi se soočamo skozi celo leto, v Kamniku veliko lepega in dobrega. Včasih, ko po televiziji spremljam vojna dogajanja po svetu, sem žalostna, ko vidim, kako krut je naš svet. Po drugi strani pa sem tako izjemno vesela, da živim tukaj, v Sloveniji, da lahko naši otroci v miru hodijo v šolo in se izobražujejo. Že dolga leta sem ravnateljica tu v Kamniku in videla sem že kar nekaj generacij naših učencev, kako so dozorevale in odraščale. Ponosna sem na svoje delo in na delo celotnega kolektiva naše šole, saj smo prispevali levji delež k njihovemu odraščanju. Danes tako gledam mnoge mlade, ki se jih v svojih rosnih letih še sama učila, kako opravljajo pomembno delo v naši družbi. Spremljam njihove dosežke in vsak dan znova ugotavljam, da smo starejši tukaj zato, da podajamo znanje in izkušnje. Mladi pa so tisti, ki imajo kreativne ideje in so predvsem polni zanosa, da spremenijo svet. Prav je, da se v času pomladanskega prebujanja zavedamo, da prihodnost ni naša. Prihodnost je v rokah mladih in mi smo tukaj zato, da jim pomagamo. Vsem mladim želim, da bi bili srečni, da ne bi na tem svetu bili otožni, obupani, brez smisla, brez želje po življenju, temveč, da bi v sebi imeli energijo, voljo in željo po ustvarjanju. Mladim želim, da bi življenje zajemali z veliko žlico. Verjamem, da ima tudi današnja mladina veliko sposobnosti, ki jim jih lahko pomagamo odkriti in razvijati. Potrebujejo le priložnost oziroma izziv, nekaj naše podpore in zaupanja v njih. Pa prisluhnimo našim mladim upom. Hvala lepa. Hvala, gospa ravnateljica. Zdaj pa na oder vabiva tudi podžupana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Spoštovane učenke in učenci, spoštovane učiteljice in učitelji, vodstvo šole, gostje, starši, posebej vsi ostali prisotniki, ki ste danes prišli na tale dogodek. Hvala vam za povabilo in pa predvsem za to, da ste pripravili to današnjo proslavo, kako ne rečem, dogodek, s katero bomo nekako vstopili v pomlad. Zdaj, pomlad je letni čas, ko se vse nekako prebuja, ko začne zeleneti in podobno je tudi z vam mladimi. Vi zaenkrat se še prebujate, da boste potem enkrat dozoreli in da bodo od vas, da bomo lahko želi sadove, oziroma da bo družba žela sadove. Jaz verjamem, da v osnovni šoli Marije Vere z vami delajo zelo dobro, da boste dozoreli in odraste v pogumne može in žene, ki bodo to državo in to okolje znali voditi, pa z njim upravljati tako, kot je treba, in to ste tudi v preteklosti že seveda dokazali. Zdaj, na mladih svet stoji, da bo pa trdno stal, ste pa odgovorni vi, mladi. Mogoče je mladost na neke trenutke zelo vihrava, radoživa in nimate še kakšne odgovornosti. Potem z leti pa ta odgovornost počas prihaja vse bolj na izraz in naj vam mogoče sam nekaj položim na srce. Meni je ena učiteljica v osnovni šoli krat napisala spominsko knjigo, je rekla, človek oborožen znanjem je nepremagljiv, zato otroci, učite se, bodite pridni, delovni in pa veselo pomlad in pa leto vam želim vsem skupaj mamicam, pa veselo praznovanje dneva, materinskega dneva, tako da čestitke. Hvala.
pomlad je tvoj najljubši letni čas, kaj ne? Seveda, že od malih nog imam rada pomlad. Rada imam sonce, ki nas toplo greje, ptičje petje, pisane cvetlice, izlete z družino v naravo, piknike s prijatelji. Tako lepo se počutim, da bi objela cel svet. Tudi učenci otroškega pevskega zborčka bodo v pesmi Rad imam prepevali o ljubezni do sveta. Tako pa se zdi tudi učence prvega A in prvega D razreda, ki se nam bodo predstavili s pesmijo Svet je kakor Inga Raja.
zelo zabavno. Zjutraj sonce te zbudi, na poti iz šole pa dež te poškropi. Skupaj na nebu mavrico naredita in s pisanimi barvami nas razveselita. Z nastopom pa nas bodo zdaj razveselili učenci 1. B in 1. C razreda. Prijaznost je zastonj, pa še čudeže dela. Se lahko s prijazno besedo, nasmehom ali drobno pozornostjo marsikomu polepšaš dan. Res je, Nace, tako kot si ga ti meni. Po ljudskem izročilu pa si 12. marca na Grigorjevo tudi ptički izkažejo pozornost, saj naj bi se na ta dan ptički ženili. Čudovito je oditi v naravo in opazovati, kako se narava prebuja. Ko postane zunaj toplo, pa se prebudijo tudi živali, ki prespijo zimo.
Naši folklorniki pravijo, da zaspanec medved še vedno spi. Mogoče pa ga bodo s plesom prebudili iz zimskega spanja.
ki nas mlade s svojimi nasveti in modrostmi marsikaj naučijo. Danes smo tukaj tudi zato, da jim voščimo in jim povemo, da jih imamo radi. Naši drugošolci bodo mamicam in očkom voščili z angleško pesmico I love my mommy, I love my daddy.
učenci na osnovni šoli Marije Vere pa res znamo marsikaj. Plesati, peti, igrati na inštrumente. 3. C razred pa je vse to združil v svoji točki z naslovom Izak Jakob Abraham. in pogumni borec za našo domovino, Rudolf Meister. Vsako leto 29. marca zato v Kamniku praznujemo občinski praznik, v katerem se spominjamo njegovega rojstnega dne in kako pogumen človek je bil. Pravijo, da je bil ljubiteljski slikar in pesnik, ter da je bil v tem izjemno dober. Veš, Nance, tudi ti si pravi talent. Le pridno ga razvijaj še naprej. Hvala, Živa, tvoja pohvala mi veliko pomeni. Med mladimi na naši šoli je veliko talentov. Likovnih, matematičnih, glasbenih, plesnih, športnih. Talentov na različnih področjih. Tudi Din Čorovič in Karolina Žišnik sta učenca, ki navdušujeta s svojimi talentom in pri svojih letih dosegata zelo lepe rezultate.
se bodo predstavili s pesmijo Sreča na vrvici.
all alone. Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a party, and we're running out of coal. Going to lodge in the icebox, and television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your hair. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Dragi obiskovalci, vam pa se zahvaljujemo, da ste te trenutke delili z nami in da smo vam s svojo mladostjo, igrivostjo, nagajivostjo in
in vsem lepim, kar nosimo v sebi, popestrili ta pomladni dan. Radi se imejte in bodite v srcu mladi še naprej.